Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Letošnji dnevi slovenskega turizma se vračajo v Laško. Natančneje se bomo družili od 18. do 20. novembra v Termalni park Laško. Osrednja tema letošnjih dnevov slovenskega turizma je turizem z načrtom za gostoljubno in trajnostno prihodnost. In seveda številnega članstva turističnih prostovoljskih organizacij po celi Sloveniji. 9 regijskih zvez nas povezuje in prav gotovo so dnevi slovenskega turizma tisti ključni dan, ko tudi prostovoljci romajo letos v Laško in je to tisti dogodek, na katerem seveda v dopoldanskem dnevu nekako skozi strokovne aktivnosti in pa predavanja obudimo tiste aktualne teme z področja prostovoljstva in seveda potem v drugem delu, ki pa ga seveda vsi nestrpno pričakujejo, tudi podelimo pomembna priznanja v prvi vrsti dopoldanskem delu prostovoljcem in prostovoljkam na področju turizma, v večernem delu pa seveda v naši prenovljeni različici Moja dežela lepa in gostoljubna, to se pravi tekmovanja, ki poteka že več kot 40 let, smo ga v letošnjem letu prenovili, dali tudi seveda z vsemi nacionalnimi strategijami večji poudarek gostoljubnosti in sedaj podeljujemo znak gostoljubnosti 2024. Tukaj se seveda zberejo tudi vsi pomembni akterji iz lokalnega področja, seveda občine, lokalne skupnosti in pa drugi posamezniki, gospodarski subjekti, ki si nekako zaslužijo seveda izpostavljenost in pa priznanje za tisto, kar so naredili. Ker smo v 40 letih ugotovili, da je naša dežela res lepa in da smo zmanjšali tudi ne samo v poslovanju, ampak tudi do obnašanja odnosa do narave, tisto čistost, nimamo več, da je samo lepa, ampak res poudarjamo gostoljubnost na tistem prvem mestu. In zato smo tudi v času covida, ko je morda v turističnih organizacijah bil največji šok, to se pravi ne samo šok poslovanja, ampak kulturni šok, ker smo prehajali iz tradicionalnih sestankov in prireditev na družbena omrežja, na socialne povezave, da smo sklicevali sestanke na Zoomu, za katere seveda niso imeli pojma, kako z njimi rokovati, ker naše članstvo vseeno je v 90% malo starejše generacije. Smo seveda tudi izdali priročnik oziroma knjigo Gostoljubnost v času covida in po času covida in ravno ta knjiga skupaj z Višjo šolo za gostinstvo in turizem v Mariboru je nekako bila priročnik in pa naše vodilo, ki ga peljemo tudi na nacionalni ravni. Kot eno novost tudi seveda želimo poudarjati, tako kot so vse smernice slovenskega turizma, da so mladi ključ do uspeha in zraven Zlate kopalnice, ki je bila že seveda omenjena, imamo tudi zelo zanimive in zelo privlačne zgodbe in pa tekmovanja, tako turizmu pomaga lastna glava, kot seveda tudi turistični vodniki in več znanja za več turizma. In tudi v letošnjem letu bomo pilotno podelili tudi najperspektivnejšemu mlademu nadobudnemu kadru priznanja. To se pravi, želimo spodbujati mlade, da se vključujejo v naše dejavnosti, tako na regijski ravni, kot seveda tudi na nacionalni ravni. Tako da to so naši ključni stebri našega povezovanja in sodelovanja z vsemi ključnimi institucijami. In tudi na tem mestu res iskrena hvala vsem soorganizatorjem, da res lahko kreiramo te zgodbe skupaj, ker več kot hvala našim prostovoljcem enostavno ne moremo povedati. Če se pa lahko v takšnem dogodku del dogajanja, da vidijo in sledijo smernicam, je pa to za njih neka največja dodana vrednost. Hkrati pa letos kot novost in mislim, da najboljša zgodba je pa ta, da tudi z, bom rekla, Obrtno zbornico Slovenije skupaj organiziramo večerni dogodek, ker se nam zdi zelo, zelo pomembno, da tako deležniki iz enega dogodka, kot seveda tudi z drugega dogodka nekako združimo znanja, poznanstva in se srečamo tudi na tem večernem druženju, kar prav gotovo bo prinašalo nove sinergije in pa nova povezovanja za potrebno
preobrazbo tako prostovoljstva kot pa nekih profesionalnih zgodb na področju turizma v luči povezovanja in pa predvsem spodbujanja mladih k delovanju v prostovoljski turistični mreži. Hvala lepa.